Drage gledalke, spoštovani gledalci, sem Bojan Požar, dobrodošli v današnji uri resnice. Z menoj sta Aljuš Pretinač in pa Miran Videtič. Zdaj, 3 teme bi danes nekako obdelali. Prva tema je ti slavospevi Robertu Golobu, ki se pojavljajo na družbenih omrežjih, v raznih vabidih in tako dalje, čisto v slogu maršala Tita, tako kot je bil včasih, ne? Ampak tukaj po mojem nič ne pretiravam. Potem ta prestop Zorana Jankovića, ljubljanskega župana, ki bo zdaj dodatno delal pri srbskemu predsedniku Vučiću in to z dovoljenjem Komisije za preprečevanje korupcije. In pa tretje, upam, da nam bo zneslo časovno, kdo in zakaj zdaj na hitro povezuje oziroma združuje Levico in pa stranko Vesna. Zdaj, Aljuš, če gremo na prvo temo, ne, ti zapisi v Golobu v slogu maršala Tita, zdaj, verjetno si bral, ne, vabilo na pogovor z Golobom v Škrabčevo domačijo, ne, to je pač tam, kjer se je rodil in pa stanuje tudi Janez Škrabec, znan slovenski poslovnež. Zdaj, si prebral ta tekst, no? Na kaj te to spominja? Malo te gre na smeh, mislim, je res fascinantno. Ja, tole, najprej vam moram nekaj priznati. Ne? Ja. Jaz sem najprej prebral besedilo, pa sem mislil, da to je že za nov obraz. In sem bolj šel gledati, kdo je ta, ki bo zdaj. Ne? In potem sem videl, da je Golob, objektivno sem bil malo razočaran, ne? Ker vendarle nismo zdaj 4 leta ali pa dobre 3 leta nazaj, ne, ko je on pač kandidiral in takrat bi mogoče še recimo razumel, da take stvari v njem pišejo. Ne, a veš, zakaj se mi to zdi? Ker zdaj jaz pač to vabilo jemljem kot neko vrste uradno vabilo. Ne, in zdaj tudi Janez Škrabec ni kdorkoli, ne, da se pač kar nekaj napiše. Jaz sem si zdaj teh tekstov že navajen, ampak od nekih anonimnih komentatorjev na Facebooku, ne, ki tako hvalijo pa tako dalje. Ampak drugače pa še zdaj, jaz recimo v času te, rečem tako, radno samostojne Slovenije, pa nobenemu politiku nisem zasledil takšnih samohval. Vse sem hotel pristiti zdaj do tega. Ne. Zdaj, če smo zelo cinični, čudi me, da ni bila omenjena partnerka, ne. Ker slavospev je bil pač po PS, tako kot mora biti, ne, če bi bili zdaj v 60 letih prejšnjega stoletja, ampak partnerka ni bila omenjena. Ne. Lej, Bojan, to mene spominja na ta vic, ne, ko so pač Merz, Macron pa Golob, ne, so bili na sestanku, Golob je bil zraven, ker ga pač Macron povabil, ker sta prijatelja in so izvedeli, da bo čez 2 dni konc sveta. Ne. In pride Merz v Nemčijo, reče, čez 2 dni bo konc sveta. Ne. Pride Macron v Francijo, reče, čez 2 dni bo konc sveta. Pride Golob v Slovenijo, reče, jutri bi mogel biti konc sveta, ampak jaz sem zrihtel, da bo čez 2 dni. Ne. To je v bistvu tega nivoja. Ne. Po eni strani je fascinantno, tako kot ti praviš, nam lahko gre na smeh, po drugi strani pa ni niti tako smešno, ker to je še edino, kar ostane. Ne. Se pravi, očitno je zdaj strategija, da se bo na vsak način se nas proba prepričati, da je realnost, ki jo živimo, da je ne živimo. Ne. Vidimo, da vsakič, ko neka, ali bi rekel, neka zunanja inštitucija, tudi ne v Sloveniji, ali pa neka neodvisna inštitucija v Sloveniji, recimo Fiskalni svet, ali pa nekaj, kar se enostavno zračuna, se pravi, ki sploh ni nobenega posrednika, ne? Da ni recimo tipa Janja Božič-Marot, ki gre potem z Marcelo Štefančičem, ne, pa reče, Svoboda je kolapsirala. No, ni kolapsirala, mislim, je kolapsirala, ampak ni kolapsirala, ne? Nič tazga ni vmes. In nič se ne zgodi. In pol dobimo pač to neko vabilo, ne, od nekega, recimo, vsaj v narekovajih resnega poslovneža, ne, kjer piše, Golob je premagal največji izziv poplav, spopadel se z draginjo, ne. Naslednjič bo pisalo, premagal je koloradskega hrošča v 1-1 dvoboju, ne. On, koloradski hrošč, Golob je bil sam, koloradski hrošč je bilo več, ne, uporabljal je lahko sam svoje roke. Mislim, sem zelo ciničen, ampak mene to spominja na to, no, in se mi zdi, da je težava, ker se mi zdi, da dosti ljudi pristane na to. Se pravi, enostavno pristane na to, da imamo vrhunskega predsednika vlade, ne, čeprav je vse prej kot to. Zakaj? Zato, ker nas rešuje pred Janšo. No. In se mi zdi, da je ta anti-Janša histerija je tudi en del ali pa velik del tega, da to vrstni, bi rekel, ugabni slavospevi grejo skozi. No. Ampak zdaj, Miran, mislim, to po mojem je pametno, da to razčistimo. Zdaj, ali je to, mislim, kdo piše te tekste? Ali so ti teksti naročeni, da se more tako pisati, ali je od tega prišlo spontano? Ali si to piše, recimo, ne vem, ta dekleta oziroma fantje iz Golobovega kabineta, po direktivi, po nekem nalogu, ali je to, zdaj ta tekst napisal Janez Škrabec osebno, ali kakšna njegova sodelavka. Mislim, kako je prišlo do tega, da se pišejo takšni teksti? Ker nekdo, zdaj to, kar pravi Aljuš, se jaz strinjam, ampak nekdo jih mora fizično napisati, ne? Le, jaz ne vem, kdo jih piše, ampak nekako logika bi narekovala, da jih piše gostitelj, ne? Se pravi tisti, ki povabi, ne? Torej v tem primeru službe
Janeza Škrabca. In če je to, potem jaz lahko rečem samo kapa dol Janezu Škrabcu, ker ve, kako se denar služi na državnih jaslih. Ne. Prebral je Goloba v nulo, kot se temu reče, ne. Ve, kaj mora zapisati, ve, kako mora to predstaviti javnosti, da bojo tisti milijoni zdaj nazadnje za železniško postajo 120 milijonov prišli in pa verjetno se s kakšnimi aneksi še povečali. Skratka, občutek imam, da vsi tisti, ki imajo interes poslovanja z državo, so fantastično psihoanalizo, ali kako bi temu Vodeb rekel, fantastično psihoanalizo Goloba, kako mu pravzaprav zaigrati na srce, ne, da bojo milijončki padali. Ne, ker vidimo, ne, Golob nima pravzaprav nobenega odnosa do javnega denarja. Ne. To se tala na veliko, ne? Od nevladnikov do zdravstva, ampak ne tistega zdravstva, ki bi ga mogli, ampak predvsem dobaviteljem. In verjetno so tudi te novi gradbeni baroni, kot je Škrabec, dojeli, na katero noto in na katero struno je treba odigrati. To se pravi, ti zdaj v bistvu neposredno povezuješ, ali pa posredno povezuješ, recimo, ne vem, odločitev, ne, zato, da bo Škrabec gradil to, oziroma železniško postajo na Jesenicah z takšnim tekstom. Škrabčev interes je delati, služiti, biznisirati. To je legitimno, ne? Ja. To je legitimno. Kdo mu lahko to zagotavlja ta moment? Najbolj predsednik vlade. Pričemer je na nek način, ker smo se že, pa verjetno se še bomo pogovarjali o Kučanovih licencah za nove instant obraze, ne? To, kar je zdaj Miran lepo opisal, se je tudi Golob na nek način za to licenco podelil, ne, na tistem zadnjem posnetku, ki je postal viral, ne, kjer je rekel, bomo se mi dogovorili, ne rabimo pač zakon o javnih naročilih, bomo tako naredili, tudi KPK ne bo mogla. Vi niti ne veste še, kaj boste delali, pač jaz vam dam 200 milijonov, ne, tako nekako se je on pogovarjal. In tako, ko prav Miran, ne, pač vsi te, ki velike posle pridobivajo predvsem od države ali pa od z državo povezanih podjetij, so verjetno zastrigli z ušesi. Sam to bi še dodal, res je, ne vemo, kdo piše, ne, saj natančno ne, vemo, kdo ne piše, ne, ker umetna inteligenca tega ni mogla napisati. Toliko slabe umetne inteligence, ki bi mislila, ne, da je Robert Golob pač se uspešno spopadal z draginjo, ne, pri čemer imamo pač najdražje cene naftnih derivatov, ne, inflacije in tako naprej, je ni. Ne, tako da to mislim, da vemo, kdo pa ni. Zdaj, recimo, ti si pač rekel, da mu s tem nekako laskajo, kako, ne? S tem pridobivajo državne posle. To pomeni kaj, da Golob to v bistvu verjame takemu tekstu, ki piše o njemu. Bojan, če je osnova pri sliki z mamo, ne, da je pravzaprav, da so žarometi obrnjeni v Cezarja, ne, torej v Goloba oblečenega v Cezarja, ne pa mama kot sama, ne, potem ti je jasno, kako ta človek sam sebe vidi. Ne. Mama je pomembna, ker je mama od Goloba, ne? Ja. V bistvu je vse se veže nanj, ne? Zato se mi zdi, Zanče je obiskala pač Prekmurje, neko prekmursko gostilno mama od Ronalda, nogometaša, ne? Pa je tudi to bila novica za medije. Sem je bila mama. Ja, ampak ni bilo slike Ronalda oblečenega v Cezarja. Tako, recimo, Ni bil v spredju Ronaldo, ampak mama od Ronalda, ne? Tako, ne? Tle pa, veste, Golob je tukaj dober, da ima tudi mamo, ne? Se pravi, on ima krčeš. Zdaj, mogoče, zato sem jaz rekel, da me čudi, da niso daljše partnerke zraven. No, ker partnerka zna biti zdaj užaljena malo, ker če bojo samo njega hvalili, brez tega, da tudi njo hvalilo, to je še en korak, ko mogoče je še možno se izboljšave. No, to pa je presenečenje. No, se tam bo zagotovo, ne? Verjetno, ampak to očitno pa tudi Škrabec ni mogel prežvečati, ne, da bi... vse pri njemu mogoče osebno, jaz to razumem, zakaj ni omenil, ampak to, ko si ti rekel, če Miran to posredno, neposredno povezuje, vse smo videli pri zgodbi z poslovnežem Subotičem, kako to gre, ne? Najprej počitnice, pa hiška za čez vikend in potem pač začnejo neke funkcije. To se pravi, lahko pričakujemo, da bomo kmalu prišli do informacije, da čez vikend Tina Gaba in pa Robert Golob hodita na Bled. Mislim, da je Janez Škrabec ima toliko izkušenj, da ne bomo prišli do teh informacij, ampak mogoče se to, saj ne na tak način, ne, da bi pač nekdo to dal v medije zaradi nekih osebnih motivov maščevanja do tistega, ki je bil gostitelj, ne. To mislim, da ne, ampak načeloma to se pravi, če jaz zdaj tako rečem, se pravi, Golob sam pa sebi verjame, da se je res on učinkovito spopadal z poplavami. Sej Miran je doma v energetiki, ne, sej kako je pa on vodil GEN-I firmo, kot svoj
SP, da rečem tako. Ne? In zdaj on državo dojema kot svoj SP. Ne? SP z bankomatom, ne, se pravi s kartico za neomejeno porabo in on to zdaj to troši. On po moje še danes, po 3 letih plus na oblasti verjame, da on bil izvoljen, ker je on vrhunski menedžer, ker je edini, ki lahko reši Slovenijo in ki rešuje Slovenijo. Ne? Pustimo zdaj te umazane podrobnosti, da imamo največji padec BDP, negativno rast, ne vem, najvišje cene naftnih derivatov, primanjkljaj rekorden in tako naprej. Pustimo te umazane, da nas Hrvati po plačah dohitevajo ali pa že celo prehitevajo, da nam zdravniki čez vikend hodijo raje operirati v Banja Luko, zato ker tam imajo boljše pogoje kot v Sloveniji. Pustimo te umazane podrobnosti. V svetu Roberta Goloba je pač vse to na glavo obrnjeno, ne? Koalicija v čudežni deželi. In očitno nas zdaj tudi neki, bom rekel še enkrat, načeloma renomirani poslovneži tipa Janez Škrabec prepričujejo, da mi res živimo v svetu Roberta Goloba, ne pač v svetu, ki ga dejansko živimo. In glej, mogoče sem ta moment, pred dnevi sem dobil informacijo, da je spet, torej da je tudi pri Golobu, ne, prišlo do sodelovanja s tisto javnosti manj znano, bom rekel, srbsko marketing strokovnjakinjo Bojda, ne. Tako da tudi čez kabinet grejo taka sporočila, ker zdaj pa imamo Tino, ki je vajena teh, bom rekel, sporočil v stilu srbskih splavov, ne? Imamo zdaj to strokovnjakinjo, pogojno rečeno, tako da, lej, svet okoli Goloba je postal res lep zanga, no? In pravzaprav edino prebujenstvo ali pa streznitev, ki se mu lahko zgodi, so verjeten do volitev nič, ne, potem pa procenti oziroma odstotki na volitvah. Ja, ampak vseeno, veš, Aljuš, prej si začel s to šalo, s tem vicem, ne, ampak jaz vseeno dvomim, no, da Macron pa Merz, da kadar pride Macron na nek dogodek, da ga povabi nek francoski poslovnež, ampak nek nemški poslovnež povabi Merza, da so takšni teksti, no? Takšna vabila napisana. Se tudi iz vica razvidno, ne? Da sta bila realna. Sigurno jih ni, Bojan, to bi bilo narodno vsem upletenim. To je pač, to je vezano na Goloba. Ne? Ampak to, čisto ad personam na Goloba. To, kar Miran prav, ne? Pač streznitev pa volitve. Ne? Vprašanje, ne? Ker zdaj, če vidimo beremo ta zadnji Kučanov intervju, ne, kaj je v bistvu Kučan povedal? Kučan je povedal, da ni alternative Golobu. Ne. Se pravi, da lahko, da se bo še kdo prijavil na volitve, ne. Rekel je tudi, da on proti drobljenju glasov na levici, ne. To je nas, recimo, ki smo bili, jaz osebno 20 let del, ne, pač ene stranke na leve v Sloveniji, ne, me je pa res sezulo, ker Milan Kučan je bil osebni boter, sponzor vseh 130 strank, ki so nastale, ne, na levici od osamosvojitve naprej in zdaj kar naenkrat je on proti drobljenju glasov na levici, ne, mislim, to je šala vredna tistega vica, da je Golob zrihtal, da bo konec sveta čez 2 dni, ne, čez 1 dan. Ne. Vprašanje je zdaj, kaj se bo zgodilo. Jaz mislim, da se čas za to, da bi se odločil Golob ne več sploh, če dalj bolj izteka, če se ni že iztekel. Ker vidimo, da te podjemi, ki sicer ti tudi pišeš na svojem portalu, ne, grejo sicer naprej, ne, Prebelič gre naprej, oziroma tisti, ki ga tišijo, grejo naprej. Ne? Ampak ni to, ne? Ni to, saj zaenkrat še ne, nič ne kaže, da bo. Ne? Tako da očitno preko, da bi jaz zdaj bil velik optimist, pa bi mislil, da ne bomo imeli več takih tekstov v naslednjem predsedniku vlade, se bojim, da bomo imeli če dalj več teh tekstov, ne? Ker če bo Golob še enkrat sestavljal vlado, je jasno, da ne bo imel pač take večine, kot jo ima, da ne bo njegova stranka dosegla takega rezultata, kot ga ima, in pa res ostali bojo sam še te teksti, ne? Ker nič druga ne bo, na kar bi on lahko. Zdaj lahko saj na ta volilni rezultat, ne? Lahko on pač reče, lejte, imam legitimnost, sem zmagal volitve, ne? Po naslednjih volitvah se mi zdi, bo še to zmanjkalo in pa bo sam še te tekste ostali. Pa še nekaj, pravzaprav si me ti samo pozoril, ne, prej, ker si omenil pogovor Goloba, kjer je nekako, bom rekel, svetoval, naj se pač poslovneži pa kdorkoli izognejo KPK-ju. Ne, v bistvu kršijo zakonodajo, pa delajo kazniva dejanja. Mislim, sodelujejo pri kaznivih. On bi delal kazniva dejanja, oni bi pa sodelovali. KPK je pač izjavil, zdaj, da je žalosten, ne? Zdaj takšnih izjavil, da ga žalosti, ampak to me zanima, ne vem, če sta video opazila, no, se na družbenih omrežjih se je potem to pojavilo, ko je Golob to govoril, je pokazal jezik, ne? Ne vem, če ste to videla. Zdaj ne vem, ali mu je zavestno jezik šel ven, ali se mu je tako zdel pač smešno, da to fajn, bom rekel, poslovi. Tudi tale mimika, tukaj stikuliranje, ne, je nekako v slogu teh tekstov, ki se jih piše v njemu. Ne? On kaže jezik realnosti, ne? On kaže jezik KPK,
kaže jezik pač pravni državi, a ne, Davkoplačevalcem. kaže jezik davkoplačevalcem, če hočeš volivcem, ne, ki so pač investirali vanga in jim je vrnil to, kar jim je vrnil, kaže jezik pač nekim tradicionalnim vrednotam slovenskim, ki vemo, kakšne so. Ne. On vsemu temu, vsem nam kaže jezik. Ja. In potem reakcija pač teh, ki bi mu morali, če že njega bremzati, pa ustavljati, saj gledati pod prste, a ne, korektno, so pa žalostni, se prav sporočajo neka emocionalna stanja. Ne. Ko mi pridemo na teren emocij, Bojan, Miran, smo mi že izgubili, ker Golob razen svoje koristi pa svojega ega itak ne pozna nobenih emocij. Ne? Se pravi, on, ko so se zgodile poplave, kaj je on razumel? Ne? Katastrofalne poplave, največje v zgodovini samostojne Slovenije in tako naprej. Ja, te mogo dopust prekiniti, ne? Ki je prišel pa ga tudi ni takoj prekinil. Ja, seveda ne, ker je to Bojan svinarija. Ja. Ker Janši se to recimo ni zgodilo, ko je bil Janši predsednik vlade. Ne? In on je mogel dopust prekiniti. In potem je preletel v tistih nekih belih patikah in on je razumel, da so se poplave zgodile njemu. On ni razumel, da so tam eni ljudje ustali brez vsega. Ne? Zato jih je tudi gledal na ta način. Ne? Zato tudi ima take predloge. Pejte v kontejner, pa se delite, kot da ste v hotelu. Ja. Se pravi, to, ko hočeš enega pač odpraviti. Ne? Recimo, ne vem, karikiram, greš plačati parkirnino, pa tam nekdo prodaja Kralje ulice, ne? Pa ti gre na živce male in pol si ti misliš, kaj, jaz moram tle parkirnino plačevati, ti pa tle me žicaš, pa mu pa rečeš, ne vem, delati pet ali pa nekaj tasga. Ne? Jaz si čisto predstavljam pač Goloba v neki taki situaciji. Problem je, da on državo fura na ta način. Ne? On državo fura na ta način, to je pač moja osebna lastnina, ne? Mogoče je en del še odtine, verjetno imata kako notarsko pogodbo, koliko je to odtine, pač te Slovenije in to je njuno zdaj. In vsak, ki tu mim pride, ki kaj od tega dobi ali pa misli, da bi kaj mogel dobiti, pa ne dobi, ogrožati to njuno lastnino. Tako jaz vidim to dinamiko. Viš kaj, eno stvar so pa dobro dojeli. Ne? Dojeli so, da se pravzaprav svet kar nevarno polarizira oziroma gre v oba ekstrema, ne? In vidimo, da so tudi njegove poteze ekstremne. Ne? In tudi v tem PR-ovskem, bom rekel, jaz sem prepričan celo, če bi recimo v tem primeru Škrabec oziroma iz Škrabčeve domačije neko bolj lahkotno vabilo napisali, da bi kabinet zahteval torej tako, kot je. Drugačen pristop. Zato pravim, da je recimo iz tega stališča biznismena, ne, ki more nekako poznati psihologijo odločevalcev, ne, je zelo dobro, da je že torej, predpogoj, da so oni to napisali, da so že sami prepoznali, ker to je pa dodatna, bom rekel, dodana vrednost potem pogleda Goloba na Škrabčeve biznise. Kaj pa ta nadnaslov, ne, tega dogodka, Iskrivo v živo? Ja, to je v stilu, ne, pazi, to je, ne, ja, iskra, veš, kje je iskra, ne? Ja. Ni elektrike brez iskre. Ja, to pa je v stilu, mislim, to so pa ta pretiravanja, ki jih pa poznamo z teh balkanskih televizij, ne? Kjer se, ne vem, o Vojislavu Šešlju ali pa o Aleksandru Vulinu ali pa komorkoli tretjim, ki so mračnjaški tipi, pišejo neki superlativi, ne? Tako da, to se pa ti to zdaj tudi malo povezuješ z tem domnevnim sodelovanjem Goloba z Tijano Arih, ne? Tijano Arih, ne? Absolutno je ona. Ki pa je delala tudi za Mira Cerarja, jaz se tudi spomnim časov, ki je delala za Vučića, ne? Jaz se tudi spomnim časov, ki je delala oprosti za Cerarja, pa vem, da je bil Cerar kar nekajkrat v zadregi, ne? Da bi taka stvari... Ampak ona je komandirala ministre, ne? Ja, ampak hočem ti reči, da bil Cerar in ljudje okoli Cerarja iz kabineta so bili kar nekajkrat v zadregi. Kako ji dopovedati, da to ni stil, ki se tukaj prodaja. To ni Srbija. Ja, ampak vidiš, kako se je Slovenija spremenila. Ta del zdaj odpade, ne? Ja, vidiš, kako se je... ni nobene zadrege več, ne? Ja, vidiš, kako se je Slovenija spremenila v parih letih od Cerarja do danes, ne? Smo še bolj estradnjaški postali in zdaj jaz vidim, da nas več ne sme nič presenečati, če dobimo tako vlado, kot jo, oziroma tako premočno zmago take stranke, kot je Gibanje Svoboda. Je pa Slovenija se je res spremenila v tem času, videl pa sem, zadnjič, ko sem si pogledal tale podcast v Središču, ko je bil tukaj Marjan Šarec, nekje tle sedel na tvojem mestu, on se pa nas ni spremenil. Ne, Marjan se ne spremenja. On pa ima še vedno iste štofe. On je gasilci Šmarce, čeprav je bil predsednik vlade, ampak meni je to lepo, meni je to lepo.
to lepo. On ravno, je ko se- zvest koreninam. Ne? On je zvest In koreninam, ravno, ja. ko sem ga poslušal, sem si mislil, pa kaj ta človek počne v parlamentu, cel dan, Evropskem parlamentu. Ne znam si ga Ja, predstavljati, kaj pravzaprav on isto tam Bojan, počne. kar je delal, ko je bil predsednik vlade, gleda dokumentarce na History Channelu na YouTubu, ne, in Pa bere knjige o ker Hitlerju ga in tako, zanima verjetno, zgodovina. Ja, To ga pa res zanima, ja. Pa mogoče No, kje tako, za kakšno sam- Natašo pogledal. veš, Sam tam za po- medklic, ja, ti Hotel si sem še povedi, ja, ja. sam to sem še hotel reči, jaz bi neko drzno tezo pač postavil, no, še drznejšo, jaz bi šel korak dlje, jaz bi rekel, da ta tekst ima neposredne prstne vtise gospe Tijane Arih, ne, se pravi soproge Igorja Ariha, in ne bi bil presenečen, če bi se izkazalo nekoč, da oni to napišejo. Ne bi bil celo presenečen, če bi oni pogojevali to s tem, da Golob sploh pride, ne. Ker imam neko slabo osebno izkušnjo s tem, kako recimo njegov mentor politični Zoran Janković se je obnašal. Ne. Jaz sem svoj čas bil v službi tudi na univerzi in tam je neka prireditev, 1. oktober, se pravi začetek študijskega leta, tradicionalno vsako leto, in takrat smo jo hoteli narediti na Prešernovem trgu. A ne. In je pač zdaj žal že pokojna takratna rektorica Andreja Kocijančič je pisala pismo županu Jankoviću, ne, da pač on to odobri. Takoj se je strinjal, ampak ne, pa sta zdaj pogoj. On je določil, kdo bo imel oder, on je določil, kdo bo imel ozvočenje, on je določil, kdo bo imel varovanje in tako naprej. Ne? Se pravi, ni dvakrat za reči, da to vrstni dogodki na Škrabčevi domačiji pač potekajo pod istim principom. Ne? Pridem, ampak če vi zagotovite to, pa to, pa to. In potem pride sončni kralj, tam uživa, ko bere, da je premagal koloradskega hrošča, pa te nebuloze, ne, lastnoročno, in na osnovi tega potem pa, ne, ko se delijo državni posli, ne, ko bi kome, ne, nego svoje svome. Tako da pol to pride. No, Tak glavnem, se mi zdi, da lahko taka da, neka lahko da je to to. logika tu. Tijana odzadaj. Arih, Srbija, zdaj sem vam že rekel, pa je to dajal, sem si po dolgi času spet pogledal tisti film, ne, zdaj vem, srpski, vi ste srpski, ne, Bičemo prvaki sveta, bomo prvaki sveta, produkcija je ne, bila srpska, o razvoju te jugoslovanske košarke, pa do zmage na svetovnem prvenstvu Ja. v Tivoliju. Ampak to In se je zgodilo v Sloveniji, ne? Ja, ampak hočem reči, ta tekst je od takrat, iz tistih časov, ne, nekje med 45 in 70 leta. Ne, Ja. približno tako Zelo zgleda, podoben, ne. ja. Ampak zdaj res, Tijana Arih ga je mogoče celo hitro vzela od tam. lej, ne, ja. Bojan Miran, tako kot je bila Jugoslavija okružena brigama, ne, Ja. vemo, ne, vse države okoli, tudi zdaj Slovenija je okružena brigama, ne, če mi spet se vrnemo v to realnost, ne, in zdaj kako ti uideš tem brigam? Ja, tak, da pač greš v neko sporedno realnost, kjer se cedita med in mleko, kjer je Golob najbolj priljubljen planetarni politik, najbolj sposoben, tudi v galaksiji vsaj in tako naprej. Dobro, gremo zdaj pač naprej, se v bistvu se zgodbe tako same povezujejo zdaj na dovoljenje Komisije za preprečevanje korupcije, da lahko Janković dela kot svetovalec v projektu Beograd Expo leta 2027, se pravi, postane s tem tesen sodelavec srbskega predsednika Vučića in uradno gre pa to za tako eno dodatno dejavnost, ne, župana prestolnice. Ne. Zdaj tam KPK je navedlo nekaj pogojev, ampak tiste pogoje, tudi če bi želel Janković, ne bo Boš, da jih ne bi, ker sploh ne bi žal, se Janković smešil. dela... Lahko če odstopi kot župan Ja, vlade. Janković je nekoč rekel, parkrat rekel, da je 24 ur župan, ne, Ja, tukaj bo pa sedelo za Vučića v to v prostem prostem času času. in zagotovo si ne bo sam Ne bo tajnice rezerviral hotel, uporabljal, ampak bo ne bo. tajnica iz Ne bo mestne občine tajnice to delala. uporabljal. Ne. Ampak kar mene skrbi je pa to, no, da zdaj KPK je v bistvu na nek način v bistvu legitimizirala vso to početje Zorana Jankovića, ta srbski svet, zdaj to, kar počnejo ti Vučićevi tajkuni v Sloveniji, to je zdaj naenkrat postalo s tem žegnom v bistvu legalno, ne? Tako je. Če jaz pa razumem. Pričemer te posle nekatere celo slovenska policija menda preiskuje po zapisih medijev. Zdaj, kaj nam to pove zdaj? Jaz sem lih danes zjutraj razmišljal, sem rekel pa, kdo je še tukaj v času, v zadnjih 10-15 let sploh ustavil Zorana Jankovića, in sem prišel do odgovora, da edina dva, ki sta ga ustavila, sta bila Mišković in pa Todorić. Ne? Takrat, ko so hoteli združevati te velika podjetja. Ne? Nihče drug. Ne? In jaz to vidim krivca, spet sem vrnil, ne, na Milana Kučana. Ne? On je dal licenco Zoranu Jankoviću. In sicer, Zoran Janković je bil v Mercatorju, kar je bila po moji oceni napaka tega Kučanovega dela LDS-a, ker se mu je ponudila to priložnost, so mu jo dali in tam se je začela njegova zgodba, podprta z kapitalom ali pa z posojili državnih bank in pa z maksimalno politično podporo, in potem, bom rekel, v Ljubljano, kjer je iz Ljubljane naredil svoj DOO in tako naprej. Ampak bistveno
kar se je pa zgodilo, ne, do takrat mi nismo Zorana Jankovića v tej luči poznali. Ne. Bistveno, kar se je pa zgodilo, mislim, da tista prelomnica so bili pa te Kučanovi romarji na magistrat. Takrat je pa on dobil to nacionalno licenco, da lahko z državo počne, kar želi in da je pokrit. Ne. Te, bom rekel, romarji so mu takrat dali, da je lahko tudi te svoje te svoje skrite vezi, če hočeš, ne, odprl in pokazal. In to so vezi srpskega sveta. Ne. Pustimo zdaj, da na drugi strani je prišel idealno Zanga Vučić, ne, in so fantje začeli biznisirati. Pa Dodik, ne, kasneje. Dodik, ne, Dodik je bil celo normalen na začetku, ne, in Dodik se je radikaliziral kasneje. In so potem, pravzaprav, Zoran Janković je danes neustavljiv. In prije se je do odgovora, da samo Todorić in Minkrović sta ga takrat od bize stran dala, nisi lastnik Mercatorja. Z drugim besedam kapital, ne? Kapital. Politika ga ne more ustaviti, samo kapital ga tam ga je delno, da je ustavljal tudi Igor Bavčar, ne? Ne, in takrat legenda... Bavčar po mojih informacijah sploh ni bil zato, da bi takrat postal že on predsednik in legenda pripoveduje, da je takrat legenda pripoveduje, da takrat Janković potegnil Bavčarja na stran in mu je rekel, veš Igor, če bi mi bila nekje drugje, bi se na drug način obračunala. Skratka, če bi bila v Srbiji, bi te jaz dal likvidirati. To je urbana legenda, ki se govori. Hočem reči, te stvari se lahko zdaj začnejo dogajati. Skratka, največja napaka je bila Zoranu Jankoviću dati, mislim, on bi bil totalno nepomemben lik v zgodovini Slovenije, če ne bi bilo tega vsega, kar sem zdaj povedal. In največja napaka, in to je pa demonsko delo Milana Kučana, ker pustimo zdaj mi to, če Milan Kučan se želi dati v enega od teh romarjev na magistrat. Milan Kučan je bil dobesedno idejni oče tega romanja in tist pa je bila potem licenca za nacionalno politiko. Spustiti človeka, ki ima edini interes, osebni interes, ki ga država pravzaprav ne zanima, ugled države ga ne zanima, spustiti v nacionalno politiko, da so nas potem mogli to Amerikanci praktično opozoriti, ne, da ne bi bilo fino, da je on predsednik vlade, to je zame ravno katastrofine. Za državo, za davkoplačevalce je to ravno katastrofine. No, to stališče KPK-ja zdaj, ne, ki bi lahko... Ja, to je zdaj vse prepozno, Bojan. Razumem, ampak lahko bi mu rekli ne, to je srhljivo, kaj so napisali. Ne morajo več. Duh je všel iz stekleničke takrat, nihče ga ni ustavil, ustavili so ga potem zaradi interesa, da ustavijo tudi Janšo, ne? Ampak na to je Zoran Janković pripravljen, na take žrtve. Ne? Saj kaj se mu je pa pol zgodil? A je kakšne politične posledice nosil? Še naprej bil župan, celo kandidat za novi obraz in podobno. Kratka, nič od nič. Ne? Pridem pa prav temu mrežem, ko je treba Jankovića, oziroma ko je treba Janšo, ne? Žagati, da potem da dodajo še Zorana Jankovića, ker se zavedajo, Zoran Janković bo potrpel in mu potem vrnemo. Jaz tudi mislim, tako ocenjujemo, da Golob verjame tem, kar piše v teh vabilih, tako tudi Janković po mojem čisto resno mislil to, kar je takrat rekel Stankoviću v tisti oddaji, Nedeljom 2, da je on nedotakljiv, zato ker je pač bil v nekem momentu ta glavna nosilec proti Janši. Vse to bi bilo še lahko prebavljivo, če ne bi bilo potem te licence, kot Ljuš pravi, licence za nacionalno politiko. Ker nas mogla tujina upozoriti, da je to preriskantna poteza, da ta človek postane premier. Ja, jaz to vseeno, to imaš prav, po moje, kar praviš, ampak jaz to vseeno vidim kot naš skupen problem, a ne, ker župan Ljubljane s tem nima težav. Imel je pač neke vzpone in padce na svoji poti, ampak on dovolj, jaz mislim, da on je lahko ta hip zadovoljen, pa to zadovoljstvo se v zadnjem času kvečem povečuje, ne zmanjšuje. Mi imamo problem, ker mi smo pač država in družba, ki to pustimo skozi. Se pravi, mi nimamo mehanizmov, ki bi take stvari preprečevali. Ali pa saj, če se že zgodijo, da se pol na neki točki ustavijo in da se več ne ponovijo. Ali už imamo KPK? Ja, pa kaj nam to pomaga? Kaj nam to pomaga, Bojan? Imamo tega nesrečnega gospoda Šumija, ki po moje z onko zaspi, si verjetno legendarno od vrti, a so bili, Ivo Mojzes je bil, niso bili Dekameroni, Sava šumi, Janković mi teži, preden zaspim si že želim malo miru, tako nekako. Verne noči. Ja, tako. On je po moje, ko je dubo na mizo to, sicer smešno, če začnem na koncu. Ko je dobil to na mizo, on ni razumel, da on mora zdaj pogledati, če s tem kaj narobe. Ampak on je razumel, da mora zdaj ugotoviti, na kak način on lahko njemu to omogoči.
In če z tega vidika gledamo, dosti elegantno to naredil. Ne? Zaprosil je Ministrstvo za gospodarstvo, ne? Ki je stisnilo rep med noge in sploh od sebe ni dalo ne bel, ne mel. Ne? Se pravi, niti tega niso rekli, da so nepristojni, ne? Kar ponavadi slišimo, tišina. Zunanje ministrstvo, tišina. Ne? In zdaj mi pričakujemo, da bo zdaj ta nesrečni šum je to zdaj pač akceptiral in je napisal to, kar je napisal. Ne? Zdaj pa, če grem na začetek. Zakaj Aleksandar Vučić rabi ravno Zorana Jankovića kot posebnega svetovalca pri Expo? Koliko Expo pa je že Zoran Janković v Ljubljani organiziral, odkar je župan ali pa kje drugje? Nobenega, ne? Pri kolikih Expojih drugje je bil že Zoran Janković uradni zunanji svetovalec? Ne? Jaz ne vem, da bi bil kje. Ne? In srbski predsednik Aleksandar Vučić od vseh v Sloveniji, ki bi mu lahko pri Expo pomagali, si zaželi ravno ljubljanskega župana Zorana Jankovića. Tako da, jaz priznam, mene malo firbec smatra, jaz bi res bi bil hvaležen, če bi župan Janković, zdaj, ko bo očitno to sodeloval, ker bo to neke vrste zeleno luč, ki je sicer brez veze, ampak ok, če bi nas obveščil, kaj točno, tako me ne zanima, kaj tam on počne, ali pa saj kaj bo nazven kazali, kaj on tam recimo počne. Ker do zdaj je pomagal odpirati štadiona, ne? V predtazadnji volilni kampanji Aleksandra Vučića, vemo, da je skupaj s predsednikom UEFA Aleksandrom Čeferinom, ne? In voždom entitete Republike Srpske Miloradom Dodikom odpiral štadione. Ti smo videli, da mu gre, ne? Ker ko je tlesknil s prsti predsednik Srbije, ne? Zoran cek je preleto. Ne? Zdaj ne vem, bo na Expo podobno, bo pač odpirali tam nek event ali neko lokacijo in bo zraven Zoran Janković, ker je dober v rezanju teh trakov. Ne? V bistvu tle se ne gre za Zorana Jankovića, kakor se gre. On je zanj dal nekaj izjavo, na tiskovni konferenci povedal, da se skupaj da se on z Vučićem pogovarja o miru v regiji, ne? Na Balkanu in podobno. Pa tu mi se pogovarjamo o miru v regiji, ne? Ampak mir, zakaj on je celo rekel, da je Vučić garant za mir na Balkanu. Ja, pa sej, jaz mislim, da je, če je tista lekcija, ki si ti prej omenil, drži, ne? Jaz mislim, da je Zoran Janković mogel razumeti, ker drugače on ne bi še vedno vedril pa oblačil, ne samo po slovenski politiki, ampak zdaj vidimo tudi po regionalni politiki, ne? On mora biti nek garant miru, ker tista prva reakcija, zakaj on ne bi bil primeren za predsednika Slovenije, ti praviš, da so nas Američani na to upozorili. Predsednika vlade. Predsednika vlade, ja, pardon, se opravičujem. Jaz mislim, da tudi tam je bil poslovni interes od zadnje, ne? Ker takrat kaj je bila zgodba, ne? Da imamo tu neki dve sporedni trgovini z drogo, ne? Eno bi naj vodil najemnik znanega lokala, ne? Kati Sark poleg Križank, ki je potem bil na koncu pač... Petit Café. Petit Café, pa se opravičujem, ja, Petit Café, Le Petit Café, ne? Ki je pol bil na koncu oproščen na sodišču, pa je pa še neka sporedna trgovina z drogo, ne? Ki je pač ljudje ene druge nacionalnosti. Mislim, da ni bil pošto se razumeli ljudje kazni, ne? Vem, kako je. Ni bil obsojen, no? Pravno močno ni bil obsojen. Ja, na koncu je bil obsojen. Pa je pa še neka sporedna trgovina z drogo, ne? Ki jo pa pač ljudje neke druge nacionalnosti menda furajo, ne? Vis-a-vis Evrope in za katero so pa Američani bolj zainteresirani. Ne? Očitno na tem področju, ne? Zakaj recimo tem, ki se ukvarjajo, če se ukvarjajo s tovrstnimi posli, ne? Pa imajo polozdelke Miller, Ronhil in tako naprej, se pravi šverc, cigaret, droge, ne vem česa. Ne? Zato rabijo oni mir v regiji, ne? Ker če je mir, pa so meje pač prepustne ali pa jih celo ni, ne? Potem pač roba laufa. Ne? Če je tu zdaj neka vojna, ne? Roba ne laufa, ni več tako preprosto. Ne? Se je treba preusmeriti tudi mogoče na kakšne druge stvari. Ja, laufa nafta, pa orožje. Nafta, pa orožje, vsega je, ampak pač so tu drugi večji interesi, pridejo bolj resni biznismeni. Ker, veš, zdaj šverc tobaka ali pa cigaret tle zanima ene ljudi, ne? Šverc recimo nekih resnih oborožitvenih sistemov, ne? V primeru vojne ali pa pač nekih resnih zalog naftnih derivatov, pa zanima čisto druge ljudi. Lej, pri Zoranu Jankoviću, pravzaprav, jaz sem že zanj vdaji povedal, on se je pravzaprav slekel. On se je slekel, razgalil do konca, njegovi interesi so, bom rekel, ta osebni interes in pa ta srbski svet. Ampak zdaj, mogoče samo malo, da bojo ljudje razumeli, srbski svet ni Srbija. Mi ne govorimo zdaj o srbski zgodovini, o lepi Srbiji, pokrajini in podobno. Tudi v ljudeh, kot Srbih, kot narodu nimamo nobenega slabega. Govorimo o tem, kar je nekako začel, bom rekel, v komunizmu Ranković, ne, takrat s tistim nacionalizmom nadaljeval, bom rekel, Dobrica Ćosić, potem torej tale kaj je Sanu, ne, umetnosti, ne, Akademija znanosti in umetnosti, in pa SPC, Srpska pravoslavna cerkev, seveda Milošević kot produkt tega in seveda tudi Vučić kot produkt tega.
Lej, sem primer ti dam, ne? Da boste videla, pa da bojo gledalci recimo razumeli eno stvar. Zadnjič gledam eno fantastično oddajo o Džindžiću, ki je bil po moje, kaj vse je šlo na njega, da je nemški agent in podobno. Zoran Janković danes hvali ljudi, primer bom vzel Gorana Vesića, bivšega župana Beograda, kjer so recimo sodelavci Džindžića po tistem, ko je bil umorjen, prišli do njegovih dnevnikov in deli teh dnevnikov so tudi ugledali luč sveta, kjer je recimo Zoran Džindžić, ki je imel takrat tega Gorana Vesića v stranki, pri demokratih, napisal v svojem dnevniku, bodi pozoren na njegova dejanja, njegova biznisiranja. Se pravi, v svojem sodelavcu. In ta potem Vesić je bil kasneje lahko šel k Vučiću, postal župan, Zoran Janković ga blazno hvali in podobno, kupil si je vilo v Trstu in tako naprej in tako naprej in tako naprej. To je krog Zorana Jankovića. To so ljudje, ki sodijo v krog Zorana Jankovića in to je srbski svet. In Zoran Janković je tipičen predstavnik srbskega sveta. Sej lahko bi tudi govorili o Aleksandru Čeferinu, pa mogoče kjer od druga, pa očetu Petru in podobno, s temi stiki. Ampak ta moment je Zoran Janković tisti, ki dostavlja. Tako kot Peter Gregorčič zna reči, oziroma povedati, dostavlja. In dostavlja točno tem polkriminalnim režimom. Zdaj, recimo, mislim, da so neki indici za to, pa nekaj malega smo še zadnjič pogovarjali, se on pa zapravo zdaj dvignil nad Kučanom, kako? Po moji oceni, s temi s tem zaledjem, ki ga ima. S tem zaledjem, ja. In da naj bi tudi zato Kučan zdaj podlegel in mora biti nekako na strani Goloba, Jankovića. Jaz mislim, da je ta svet zelo involviran v to, kar Kučan ta moment govori okrog, oziroma Cinca. Kučan sicer figurira ves čas kot nek stric iz ozadja, kot nek neformalen center moči tranzicijske levice, ampak če zdaj obrnemo sliko, zdaj se mi je zdelo, da je skušal malo to celo formalizirati. Ja, zato ko mu moč po mojem upeša in pa bi rad zdaj institucionaliziral to, da si kupi še nekaj časa. Če pa z druge strani pogledamo, on je ves čas, on je bil frontman tega, ampak ni bil on producent, Se pravi, ni bil on šef benda, da tako rečem. On je frontman. In zdaj tisti, ki so bili šefi benda, pač po naravni nekak poti, zdaj jih ni več. In zdaj očitno se je vnela bitka, kdo bo zdaj novi šef benda. In zdaj ljubljanski župan... Ampak ti govoriš o Janezu Zemljariču ali kako pa nas... Tako. Ja, ta Janezu Kocijančiču... Tako, biznis del je bil tu glavni. In Kučan je zmeraj imel to osebno tudi travmo, pač da oni so vsi zaslužili, pa to on je pa mogel kot ljudski človek še s tem starim golfom voziti, pa ne vem kako. Ideološki PR-ovci je bil v bistvu. Ja, pač če govorimo o Kučanu, kje so njegove jahte, kje so njegove vile, recimo, ni tega, Oni prej našteti, to so vse imeli, tako ali pa drugače. In zdaj novega producenta... Poleti mu je zagotovljena neka jahta, ki se on malo prelaža. Zagotovljeno mu je ves komfort, mu je zagotovljen. Tudi Robertu Golobu, gospod Subetič priskoči na pomoč, omogoči letovanje, Janez Janša je tudi bil na nekih jahtah, ampak ni pa to tvoje, drugače, če ti si tam lahko 14 dni na morju, ali pa to tvoje. In zdaj se bije pač bitka za tega novega producenta benda, se pravi, kdo bo ta gospodarski del, kdo bo tu zdaj šef kapo di banda. In vidimo, so pač centri moči, tranzicijske novice, kapitalski, ki so absolutno nezadovoljni z Golobom, ki verjetno imajo vpliv na to, da predsednik uprave NLB, čeprav on sam govori, da to je on svobodnega duha in to sam pač tako govori, kar mu pač na duši leži, ga mogoče malo stimulirajo ali pa saj spodbujajo, da reče to, kar reče, recimo konkretno v Golobu. Po drugi strani imamo pa druge, in tu je Zoran Janković gotov glavni, ki pa si absolutno želijo, da bi vladavina Goloba trajala v nedogled. Ja. Ker tak podobna beograjski čarši je zdaj, ob upoštevanju vsega, kar je Miran prej rekel, da ne damo spet tega disclaimerja, ne zgubljamo časa, Slovenija ali pa slovenska politika ali pa ta preplet biznisa pa politike še ni bila, se mi zdi, od leta, pa ne vem sploh, kdaj bi šel, ker v 80-ih sigurno ni bila, še prej v 70-ih tudi ne, ker se je tu začel s Kavčičem, pa to se je začelo v bistvu to oddaljevanje Slovenije od tega čaršiškega načina furanja države in biznisa.
Zdaj pa nekako se vračamo. Vračamo se. Kako si ti prej rekel, z retoriko se vračamo v 60. leta in s poslovno-političnim modelom se vračamo v 60. leta prejšnjega stoletja. Zanimivo, kako je to možno, ne, upravljati z pozicije župana Ljubljane, ne? Ja, pa to v Srbiji možno, ne? Ker recimo tam se Vučić lahko odloči, da je njegov svetovalec. Predstavljaj si ti, Bojan, predsednika države kjerkoli evropske, ki reče, da bo župan prestolnice ene druge evropske države, njegov glavni svetovalec pri Expo. Pa kam ima sploh predsednik države z Expom, recimo, ne? To je možno dol. In dol je to možno, in to je možno, če so to Vučić pa Janković. Sej Golob je tukaj nor, on bi lahko isto rekel, ne? Bomo mi imeli Expo v Ljubljani, moj glavni svetovalec bo pa, ne vem, župan glavnega mesta, kaj pa jaz vem, Malte, ne? Ja. Ampak ne bi šlo skozi. Tudi v Sloveniji to ne bi šlo skozi. To gre skozi samo v Srbiji. Ja, ampak zanimivo je, no, recimo, da ljudje, ne vem, se mi zdi, tako ljudje, volivci na te stvari niso nič pozorni. Takrat se spomnite, pred 2 letoma se pojavila slika, da se je Janković srečal z Dodikom, ne? Mislim, da je bilo to v Banja Luki, ne? In zraven je sedel Jure Janković, ne? Njegov najmlajši sin, ne? In se to verjetno v Srbiji je to normalno, ne? Zakaj se temu čudiš? Ja, Aljuš je za tvoj medij napisal verjetno, ne vem koliko, ali pa Jeretič, ali pa kdorkoli, da v tej državi politiko zanima toliko in toliko ljudi in nič več. Ne? In enostavno, ko vidiš sliko iz banjaluške restauracije, kako vidiš sliko Dodika, Jankovića in Jureta Jankovića, je to verjetno tej populaciji, ki voli Goloba, celo všeč. Ja, smo imeli sliko Goloba pa Jankovića v ljubljanski restauraciji. In ko smo rekli, pazi čevapi, ne, Golob pa ne je mesa, kaj jim gledaš v krožnik? Ne? Potem si ti objavil fotografijo Goloba pa Tine, ne, ker ne samo, da je bilo na krožniku, pa je to pač sta konzumirala, ne, na morju, urbi je torbi, kaj ima gledate v krožnik? Ja. To je to, s čimer smo začeli. Ne? Se pravi, realnost je tako huda, pusti nam vsaj to utvaro. Nek sem zasledil danes včeraj novico, da se je neka telenovela, kaj je slovenska, kaj se je na največji komercialni televiziji zdaj nekaj končala. Ne? To je to publiko. To je Esmeralda, to se pravi, beg v, ne? Zakaj so na Kubi v tovarnah tobaka izumili telenovele? Najprej so bile tako, da je en bral tam zgodbo po zvočnikih, so to predvajali, ne? In zmerom je bilo tako, da ko bi mogli iti domov, te nesrečne ženske, ki so iste cigare zvijale, je še glih konc manjko, ne? In pa so počakali še 15 pa ure, da so slišali, kako se bo zgodba končala. Tak so se telenovele razvile, ne? Pa so šle na televizijo in zdaj so prišli k nam. In to mi zdaj živimo. Bojan, sicer pa, sej veš, kako je, ne? Mislim, Janković dela, kar dela, ampak meni je bolj nagnusna vloga Milana Kučana. Ti veš, ker tudi hodiš v Sarajevo, ne? Ko je bil nazadnje Milan Kučan v Sarajevu, ne? Spet, ne? Z nalogo opravičevanja Bošnjakom, ne? Da ima pod kontrolo Zorana Jankovića, da naj ne skrbijo, da je vse pod kontrolo. Danes več ta svet ne verjame Milana Kučanu, pa je bil zelo priljubljen, ne? Ampak enostavno Milan Kučan je v vlogi laganja za svojega posvojenca. Danes ne verjamejo več tem besedam, ker vidijo, kaj se dogaja. On se mora zdaj prizadevati, da daje vtis, da odloča. Ne? Včasih to ni rabo. Ne? Spomnimo se, recimo, kaj zdaj on mora početi v zvezi z Golobom, Prebiličem in tako naprej. Ne? Ker je bil Marjan Šarec. Ok, Marjan Šarec je dobil 12,6%, se razumemo, ampak je sestavil vlado. Sam sliko je imel z Milanom Kučanom in še to na neki prireditvi, kjer je bil Marjan Šarec v vlogi kamniškega župana, Milan Kučan je pa zraven sedel. Fotografija je bila dost, ne? Stal je, mislim, da se stala. Ali pa sta stala, ja. Zdaj, ne, rabiš prvo intervju Prebiliča, sem v postopku za pridobivanje licence. Potem rabiš intervju Kučana, podeljujemo licence, nismo še podelili, razmišljamo, ne. Zdaj naslednji bo verjetno Šumi dal intervju in bo rekel, s temi licencami ni nič narobe, z vidika pač korupcije, ker sam morajo se držati teh pravil, ne, podobno kot je sodelovanjem Jankovića pri Beograjskem Expoju, pa bo vse v redu. Ne? Se pravi, imamo neke aktivnosti, kjer nam hoče sporočiti, dogaja se to prav, da se dogaja, mi smo tisti, ki peljemo ta proces, vse je v redu. Ne? In jaz bi potegnil neko usporednico med tem vabilom Škrabca, pa med temi intervjuji, o katerih zdaj govorim. Ne? Vsi nam sporočajo, da je vse v redu in da so stvari take, kot bi morale biti. Ne?
kar nas seveda prepričuje, da je situacija ravno obratna, da nič ni v redu in da stvari niso take, kot je pa tukaj še ta element. Ne? Na tem beograjskem expu se bo razdelilo nekaj milijard evrov. Mislim, da je okoli 17 milijard. Ja. Mislim, da je okoli 17 milijard. To je več kot je slovenski proračun. Skoraj duplo. Ja. In to, koliko pač berem, pa slišim izjave opozicijskih mnenjskih voditeljev iz Beograda, iz Srbije, da naj bi šlo večji del tega mimo nekih javnih razpisov. To je uradno zdaj. To je zakon sprejet. Lex Expo je sprejet, kjer ne bo potrebno, torej ne bojo, če povem na kratko, ne bo razpisal, ne bo poročil, ne bo sporočanja javnosti, nič. To je osebni projekt. Tako bo, kot si Golob želi, ne? Saj verjetno tam ideja dubo, ne? Tako. In zdaj bo tukaj, kot pravijo, bo namočil svoj klun tudi Janković tukaj. Ja, on se gre tja učiti. Ne učiti, če se gre samo učiti. Neki mesto velja med slovenskimi gradbinci in vse to, kar pride zraven, da če želiš sodelovati na Expu, moraš imeti dobre odnose z Zoranom Jankovićem. Se gre pa tudi učiti, kako bi ta model prinesel v Slovenijo. Ne? To se pravi Škrabec, Petrič, vsi ti bodo zdaj, kako bi rekli, vsi bodo verjetno preko Zorana Jankovića ključke namočili. Ko bo konc, oprosti Miran, bo prinesel Zoran Janković prevod tega zakona, ali pa ne bo niti treba prevoda, ker takrat bomo že vsi govorili srbsko in brali cirilico tekoče, ne? In bo prinesel sem, in če bo Golob predsednik naslednje slovenske vlade, kar trenutno čisto realna možnost, ne? Se pravi, da bo ponovil mandat, bomo lahko tak zakon tle sprememo, mogoče ne bo za Expo, bo za kaj drugega, veš. To je pa itak že rekel, ne? Ja, lahko bi recimo za pot ob žici bi lahko imeli tudi podoben zakon, ne? In pa pred tem še, ne, če se malo pošalimo, ne, ker ne uporablja računalnika, Svinčnik pod črto, list Petriču, list Škrabcu, list Unmu Tretjiču. Mislim, to zdaj zgleda, smešno zgleda. Ne, smešno zgleda to, kar je KPK napisal. Ne, smešno zgleda predvsem, da se uradna inštitucija tako blamira, da želi javnosti predstaviti, kako hude zahteve so Zoranu Jankoviću poslali. Pa čakajte, ljudje božji. Poročilo oziroma kaj je tisti dopis podpore Vučiću, je povedal, da mu piše tajnica. In zdaj pričakuješ, da bo pa na taki zgodbi tajnica tam v robu sedela na molu in bo pridna in Zoran Janković ne bo obrnil telefona in rekel, spiš mi to, poklič mi tega. Mislim, to je bolano, kar se gre ta KPK. Smešno je bilo. So pa ujeli danes, preden smo začeli z oddajo, župana Vidma, ne? KPK, in mu je izdala globo. Mu je izdala globo zato, ker je svojo sestro premestil iz enega plačnega razreda v en razred više. Tu so ga pa zasačili. Vatli so enaki za vse. Vatli so enaki za vse. Ne, smešno je meni osebno bilo dosti let nazaj, no, ko si v 3. kleti garažne hiše na Kongresnem trgu lahko videl sestanke na 4 oči ljubljanskega župana z enim od njegovih sinov. Ne? Zakaj so bili v 3. kleti garaže na Kongresnem trgu lahko vsak sam ugiba? Ne? Danes mi to ni več na Ljubljanskem gradu, na tisti potki, ampak takrat so bile razmere take, da je bilo treba. Mi se šalimo, jaz mislim, da je ta stvar v bistvu resna. To je resna. To se hoče reči, da mene smeh če dalj bolj mineva, ker to ni več smešno. Ja, kaj ti pa ostane, saj ni. Dokler je narod tak, kot je v Sloveniji, da tega ne sliši, ne vidi, ne želi videti, ne želi se informirati, pač bomo imeli tiste gospe, se spomnite, kaj je bilo takrat. Pa ne sem narod, Miran, lej, oprosti, ok, narod, to smo že dosti rekli. Ja, se ti izraze narod pa to, ne. Ja, dobro, volilci, kakorkoli. Miran ve, v čem govori. Ne sem narod, politika, ne. Ti imaš zdaj, a imamo mi, recimo, ne vem, Anže Logar, demokrati, a se on ukvarja s tem, kaj se dogaja z Jankovićem pa z Golobom? Ali se ukvarja z Janšo? Se Janša ukvarja? Ali se Matej Tonin s tem ukvarja? Ali se Janša s tem ukvarja? Ne? Se pravi, zdaj anti-Janša virus je prišel celo do Janša, ne? Če zelo pretiravamo. Se pravi, Janša je začel zdaj to že, ne? Na nek način, že njega se, že on je že okužen, nisi zbolel, ne? Ostale se mi zdi politične stranke na slovenski desnici tako ali drugače so že vse zbolele, ne? Tudi za tem virusom. Se pravi, mi smo tukaj obremenjeni s tem, kaj bo Janša naredil, a bo Janša ali ne bo, da vse ostalo je kot bomba po črto. To zamahnemo z roko in tega ni. Te teme, v kateri mi tu zdaj že smo že nekajkrat govorili na tej uri resnice. V politiki to malo še kako prav. Res je sicer, da te ljudje ustavljajo na cesti, pa ti neki čestitajo, kdo bi vdali, pa tako dalje, ampak nihče nikjer ne govori po medijih. Ne, in to je bistvo, mogoče bolj kot moj narod. To je bistvo, kar je Ljuš povedal. Opozicija
politične stranke ne reagirajo ob tem. Ja. To je še Tudi uradne inštitucije države ne odreagirajo. Ne? Ja. Ko smo že pri nereakciji, se vem, da ste o tem že govorili ta teden, ampak če boš dovolil en stavek, ne morem mimo tega. Ne? Mi ne vemo, da napad na župana Ribnice ni to, da sta se dva skregala na cesti, pa ne enega udaril. To je predstavnik države. To je vodja lokalne skupnosti, je predstavnik države. In ne glede na to, kdo je to naredil, mi moramo odreagirati, ker to je neko sporočilo. Ne? Čez noč zdaj je bil napad na senatorja v ZDA. Ne? Kakšne reakcije so bile takoj, ne? Z obeh strani, se pravi, to pri nas pa napad na župana Ribnice, to očitno policija in tožilstvo obravnava kot nek normalen dogodek, ne? Se pravi, imamo 5 prometnih prekrškov, pa župana ene občine so prebutali tam, ne? In šele potem, ko je potem, ko je reakcija pač ogorčene javnosti, pa za nazaj, ne? Zdaj pa imamo nova dejstva, zdaj smo pa zvedeli, da je to župan, ne? Ker prej nismo vedeli, bomo pa drugače postopali. Mi nimamo tega občutka. V Srbiji, kakršnakoli že je, tudi Vučićeva Srbija, se to ne bi mogli zgoditi. Tam se ne more zgoditi. A ti veš, za kak primer, Miran, pa verjetno je romska populacija tudi v Srbiji, ne? Pa mogoče celo bolj številna kot v Sloveniji, da so Romi pretepli župana kakšne srbske občine ali pa kakega srbskega mesta. Če ni bil SNS mogoče, da se ne piše v tem. Jaz se taka dobro, pa je bilo to politično naročeno, tako so pretepli recimo Petra Gregorčiča, pa so to tudi poskušali prikazati kot neko sobotno veseljačenje, ki je šlo čez mejo. Nimaš tega primera, ne? Pa da ni treba iti v Srbijo, gremo v kjerkoli drugo državo. Da bi se v Avstriji recimo to zgodilo, da bi se na Madžarskem tako zgodilo, kjerkoli, da bi se to zgodilo. Mislim, da veš tukaj, zdaj si omenil Petra Gregorčiča, tudi tisti napad nanga, ne? Ja. Ni bil deležen take publicitete, kot bi... Ne, si je že zaslužil, ne? Je že kaj gledal tam za tujimi krili ali pa je kaj sikno, pa vse tle isto. Vse kakve so bile reakcije, ne? Ta župan Ribnice mi je antipaten, če nekako govori, ni čudno, da so ga prebutali. Mislim, to od tu do bi rekel, legitimacije političnega nasilja je zgolj še korak, ne? In seveda nas skrbi, ko vidimo, da se čez mejo v Gradcu pač dogajajo strelski pohodi, ne? In se potem sprašujemo, kaj se bo zgodilo, če bo to pri nas. Ampak tudi te stvari nas morajo skrbeti, ne? Ker mogoče ne zahtevajo človeških življenj, ampak dolgoročno za družbo, za politični sistem so še hujše posledice, ne? Ker tam je pač dojanje osamljenega, pač duševno resno bolnega, da ne rečem norega posameznika, ne? Tle imamo pa mi institucionalizacijo tega, da so dovoljene pač določene stvari, če jih delajo ta pravi ljudje, naši, ali pa pač Romi, ali pa nekdo, ki je pač po neki logiki zaščiten. In cel sistem je na to že prilagojen. To se dogaja avtomatsko, ko smo se prej pogovarjali, ne? A oni vejo, jim to kdo napiše, to sploh ni treba dati navodil, to se zdaj že ve, kako se moraš ti obnašati, da boš recimo prišel fajn skozi. Kako se moraš obnašati, če hočeš imeti biznis pri Expo v Beogradu. Ne? Vse, kar rabimo je, da zdaj ne bo rabo več Milan Kučan imeti intervjujev, ker bo to razlagal, ampak bo to kar v uradnem listu objavljeno, ali pa boš imel kar na spletni strani napisan. Ne? Če hočete iti tja, poklič tega, zmeni se z unim, pa bo zadeva. Ampak samo še to, ker ne smemo teh podatkov tudi. Ne? Sej ni samo KPK, ne? Vidva se bo ta spomnila, mogoče smo malo danes pozabili, pa mi je padlo na misel. Vede direktorja policije. Ja, no, recimo, ima svoje podjetje, zakaj? Za pedikuro, manikuro, kaj, ne vem, kaj vse. Nego nohtov, na sedežu, torej najete prostore, zdaj so celo brezplačni, jaz ne vem, zdaj je to se umaknilo, ne? Ampak ni se umaknilo. Za nazaj se je na KPL-u, na komunalnem podjetju Ljubljana, ki je pod mandatu Zorana Jankovića bilo prodano Kaji Milanoviću, ki je znan financer Dodika, Srpske pravoslavne cerkve in pa bojda humanitarne organizacije Srpska čast. Ko gledaš novice po Balkanu, oziroma ko dobivaš... Kaj imaš ti proti Srbom? Ne, ampak hočem reči, bojda humanitarna, ampak prebrati pa vse sorte. Ampak hočem ti reči, direktor policije, favorit za direktorja policije s polnim mandatom pri Golobu. Prostore. To je en element. Ampak že itak je samo po sebi neverjetno, da
direktor policije ali pa kandidat za direktorja policije z polnim mandatom se kot SP, status samostojnega podjetja, osebno se ukvarja ne njegova soproga ali pa hčerka, ampak on direktno. Osebno SP, podjetja nima takrat. Veš kaj, zdaj to ne naravno. Policaji, fantje, ki imajo nizke plače, tudi kakšno veselico so šli čuvati, takole privatna črn, ampak da se pa nekdo s pedikuro pa manikuro ukvarja, to pa še nisem slišal. Ja, zato ker zdaj ni več pomembno. Sej, kje sem pa bral, ne, da izpolnjevanje formalnih pogojev je brez veze, to je pa se, ne. Tako kot prav Golob, pustimo mi KPK pa javna naročila, bomo se mi to med brati izmenili in tudi tle. Pač pomembno je, da ga mi poznamo, da je on naš človek, ne, se pravi, da mu zaupamo. To, da ima formalne pogoje ali jih nima veze, ne? Se po Klukarju so povedali, kdo mora biti njegov kandidat za generalnega direktorja policije. Če ne on po enem letu, ko je človek pač bil prisiljen odstopiti, še ni znal izgovoriti njegovega priimka, ne? Se pravi, če bi on več nekaj investiral v to, koga bo izbral za generalnega direktorja policije, verjetno bi se saj to naučil, kako se človek piše. Ne? Vem, samo gledaj, vseeno, kaj je recimo v glavah, ne, teh ljudi. Zdaj ta Petrič, ne, o katerem govorimo, ne, pač vede generalnega direktorja policije, pa hkrati zasebni podjetnik na področju nege nohtov, je karierni policist. Ne. Pa še vso kariero je že v policiji. Ne? In zdaj, verjetno, tudi nekaj ambiciozno. Zdaj je vprašanje, kaj je čemu paravan. Zdaj, poglej, a so nohti paravan za kariero v policiji, ali kariero v policiji paravan za nohti? Kaj se zgodi z človekom, ki dela hkrati, mislim, kakšen je to ne? Ki dela hkrati kariero policista ali pa policijskega funkcionarja, visokega uradnika in hkrati razmišlja o tem, ne, da bi razvil podjetje za nego nohto. To je verjetno... In najame prostore v KPL-u. Mislim, jaz dvomam, da je ta Petrič milijone, ne, kvadratnih metrov poslovnih prostorov. Jaz dvomim, da ta Petrič, ki je kandidat za prvega policista, ne, pozna sploh ekipo direktorjev od Kaje Milanoviča, verjetno je Zoran Janković lepo usredval, dajmo šefu policije, oziroma kaj je bil takrat, dajmo zrihtati neko ugodno variantico. Bo pa lahko hitro vročil kakšen poziv, ne? Lažje, kaj je Milanovič, že njihov, na iste naslov. Zdaj pa že njihov Petrič. Ne bo rekel, da je v konfliktu interesov, pa se bo izločil, pa bo težje potem. Zdaj bo pa Petrič, zdaj bo pa že kakšen klic, ne, da je treba unga, ki so ga prijeli na obali z 2 kilami moke, ne, oziroma pogojno rečeno, da ga je treba spustiti. Kariera v policiji v Sloveniji je očitno odskočna deska za big business, ne. Recimo pogledamo najbolj popularnega slovenskega radijskega voditelja, ne? In tudi očitno prodornega poslovneža, če gledamo te njegove poslovne rezultate, humanitarca in mogoče celo nov obraz, ne? Če se z Golobom kaj zalomi, je saj za une volitve pol čez 1+4 leta. Ne? Po drugi strani je recimo pač bivši generalni direktor policije Marko Pogorevc, ne? Cela plejada glavnih, fantov, glavnih bi rekel poslovnežev iz sence, da tako rečem. Se pravi, kje spet najdemo usporednice s tem, ne? V katerih državah recimo si iz državnega represivnega aparata presedlal potem v biznis, ne? Pa smo spet tam, kar je rdeča nit našega tokratnega pogovora. Dobro, zdaj, mogoče imamo še par minut, no, to povezovanje Levice in Vesna, to se je zdaj naenkrat nenadoma začelo dogajati, ne, hkrati za to napovedjo Vladimirja Prebiliča, ki je na evropskih volitvah bil izvoljen na listi stranke Vesna za evropskega poslanca, da naj bi prišlo do hitrih dogovorov med tem, kako bi Levica in pa Vesna skupaj nastopila na naslednjih parlamentarnih volitvah, ne bi pa se hkrati še združila v eno stranko, ne? Kar kaže na to, ne, da je Milan Kučan proti drobljenju glasov na Levici. Kdo to počne in kdo to zakaj? Ne, jaz mislim, da je to zapiranje prostora Prebiliču, bolj kot pa to, ne, da so si oni izračunali, da je 2+2 ali pa 1+1 4. Ne. Jaz to enostavno ne verjamem, ampak mislim, da je torej, da se dela usluga Golobu, tudi po navodilih. Se Golob je med že pozdravil, da je seveda, da je pozdravil. To je spet zapiranje prostora Prebiliču. In to kaže, da je dejansko Prebilič res iz igre, kar se tiče Milana Kučana, in da se bojo vsi vsi obrnili na Goloba. Golob nima alternative, ne? Pač jaz mislim, da je za njih, ne? Zadnji intervju Milana Kučana, meni osebno je to povedal, ne? Se pravi, Golob nima alternative. Recimo Igor Lukšič to že dolgo časa razlagal po raznih oddajah, ne? Noben takrat ni temu čisto verjel, ni trznil, zdaj zgleda Milan Kučan saj začel temu verjeti, ne? In
Kučan je vmes ustanovil, ne, on, ki je proti drobljenju glasov na levici, ne, pač vsaj nekaj je imel zraven pri Prebiliču, ne, ustanovil se je pač, ponovno se je zagnal Desus pod vodstvom Vlada Dimovskega, ne, ki se zdaj združuje pa preimenuje, Karl Erjavec je zagnal, ne, kaže ima on zaupanje, ne, in zdaj pa, da pa, ko se mu to očita, ne, posluš ti drobiš glasove na levici, ni res, se smo združili zdaj Vesno pa levico, ne, se pravi, imamo tudi kontra proces. Ja, tu gre za ta neka preigravanja, ne, ker očitno so ugotovili, da tradicionalni recept, ne, naj cveti, ne vem, milijon cvetov, ne bo šel skozi na teh volitvah, ne, očitno sta jih le toliko streznila rezultata SDS-a in Janeza Janše na zadnjih evropskih volitvah in na tem referendumu zdaj, ki je bil, ne, da so ugotovili, le vrak je odnesel šalo, ne, bolj stavimo na konja, ne, ki deluje zblaznev, ki ga imamo zdaj že v igri, pa je na položaju, ne, ostali vi tam lahko ste malo zraven, če vam rata super, da boste v koaliciji, ne bomo pa drobili resursov in podpore, ne, ker se bojijo, po moje, ne toliko tega, da bi te glasovi prestopili, ne vem, k Janši ali pa v končni fazi k Logarju, ampak abstinence, ne. Mislim, da se bojijo volilne abstinence, ne, ker... No, se to, ampak in ne zagotavlja ta poteza, ja, če bodo, ne, da se to ne bo zgodilo. Razmišljam tako, če bo volitve na nek skrajni rok, ne, zdaj, to je tudi spet stvar Goloba, ne, jaz mislim, da on bi volitve prepovedal, če bi lahko, ne, tako da bo verjetno, bo navijal za to, da bi bile čim kasneje. Tudi ta dinamika njegova za predsednico republike ni taka, da bi zdaj tle kazali, da bo to neki, da sta neki ful usklajena. Potem se bodo razmere, se bojim pač zaživeti, ne, po domač povedano v Sloveniji, pač se sam še poslabšuje. To se pravi, ta dinamika, ne, zdaj ta pospešek, ne, povezovanja levice in veste, oni bi radi zdaj še z nekim sporazumom prišli ven, še predno Prebilič najavi svojo novo stranko. To je ker Prebilič je v bistvu prek Vesne prišel v Evropski parlament, če smo čisto takšni. Zdaj, levica je absolutno del Golobovega sveta zdaj, ne? In zdaj, če so se oni odločili, jaz sicer dvomim, da so se čisto sami odločili, jaz mislim, da jim tako, kot je bilo na evropskih volitvah, da je treba Grošlja ven vršiti, ne? In mene živ Bog ne prepriča, da to ni prišla komanda iz tam, torej iz Srbije, kjer se je najmanj prošnja je prišla, ne? Manj mislim, da to ne posluje. Ne rabijo oni prošnje pošiljati. Tako. Ja. Mislim, da prošnje pošiljajo v Bruselj, mogoče pa v Washington. Mislim, da mislijo tudi tlele to zgodbo zapreti, ampak tako, kot sem jaz v oddaji povedal, ne, ljudje, torej Prebilič in pa ljudje, ki so okoli Prebiliča, jaz mislim, da morajo iti hrabro naprej, ne. Da mi se ne smemo več kockati z ugledom države in tudi s tem, kakšne like spuščamo v to državo, da nam kupujejo zemljišča, pobijajo ljudi konc koncev po ulicah, res da po noč, ne, v nekih mafijskih obračunih, ljudi, kot je Golob, ki nastavljajo poklukarje, Petriče v represivne organe in podobno, ki konc koncev na stara leta stiskajo enega Joška Kadevnika, da more, ne, biti v službi dnevno-politične, torej direktorja Sove dnevno-političnih dogodkov. Mi se moramo tega znebiti. Odkot pa zakaj pa ta formula skupna nastop na volitvah, ne pa združitev strank? A to je čisto zaradi tega, ker pač to lažje izvesti? Združitev je zdaj, kaj bo pol to, Vesna levica, ne? To je pač težko. Zdaj malo računajo verjetno so v skrbeh, da bi levica ne prekoračila parlamentarnega praga, kar je verjetno realna bojazen, če smo čisto iskreni, ne? In pač iščejo neko kombinacijo, kako bi to še zmerom bila levica, ampak da bi še neki po domač povedano doštukali, da bi glih čez šlo, ne? Zdaj, imajo neki izkušenj, ne, če ti te neke konglomerate delaš, kot je bilo recimo, kaj so bili že, Povežimo Slovenijo, ja, da se pa glih ne sešteje, ne, mogoče pa mislijo, če bo pisali Levica plus Vesna, bojo volivci Levice videli Levico, bo rekla, aha, to smo mi, volivci Vesne bojo videli Vesno, bo rekla, aha, to smo mi, oboje obkrožili, ne, pa kot bi rekli dol na jugu, ako Bog daje srečo junačka, bo dosti, da pridejo čez 4%. Ne. Ker kaj je bistvo teh krogov zdaj vidimo, iza Goloba, ne, se pravi Jankoviča in podobnih. Njim je pomembno, da biznisirajo. In njih levica ne zanima, ker levica ima svoje biznise, kultura. Biznisirajo pa, če so na oblasti, ne? Tako. Ker v biznisu so bolj slabi v biznisiranju, to smo videli. Se pravi, kultura, NGO in podobne stvari ne posegajo v njihove biznise. SD, recimo tukaj že, omrežja SD so tukaj že bolj nevarna, ne, ker posegajo tudi, se konc koncev, tudi SD-jevi kadri so poslovali z Dodikom. To ni nobena skrivnost. Imajo 30 let že nastavljene ljudi in SD je dosti bolj nevaren jim
tem omrežjem, Golobovim omrežjem za biznis. Levica je nevarna na tej točki. Levici daš 50 milijonov, 100 milijonov, raztalite med svoje, pa so veseli, srečni, hodijo po lokalih. Ja, pa njih bolj zanima ta ideologija, ne, se pravi LGBT no, se to je pa bistvo, oni Golobu dajo pa ideologijo. Pa zdaj jim bodo še romsko skupnost dali, ne? Pa zdaj jim bodo še romsko skupnost očitno dali, ampak zagotovijo pa Golobu pa ideologijo, kar pa Golob nima, ne. Če se pa to zgodi, pa res pričakujem romske proteste v Ljubljani, ne? In to prvič v zgodovini, mogoče tako Romov v Prekmurju, kot Romov na jugovzhodni Sloveniji. Če se bo tale muc pustil odžagati, ne? To bo zanimivo. Muc je zanimiv, pravzaprav lik, ki pravzaprav vse verjetnega videa poznate, je tak gospod. Z Danovškom je juže, ne? Ja, tako, ne? In vprašanje, koliko je on... Ja, Prekmurja je, ne? Ja, ker oni delajo pa tle zelo umazano igro, vizavi njega igrajo. Sam kako bo en recimo Levica se pol obnašala, če recimo se to zgodi, ne? Do otroških porok, recimo romskih skupnosti. Ne vem, to neki tako to bo kar neki. Oni grejo v projekt, Franci Kek bo svetovalec postavil. Enako za spoloma in tako naprej. Lej, njih zanima samo to, da oni prisvojijo si romsko skupnost, ker bojo, ne vem, pred volitvami 3 dni odnesli starostem oziroma poglavarjem, oziroma kako se že reče, starešinam listke, ne, in bojo te Romi šli na volitve in obkrožili. To je njihova. Pa neki ljudi bodo zaposlili. Ja, to je, pa 40 ljudi bojo zaposlili, ne, na koordinacijo. Dobro, jaz predlagam, da zaključimo, nekaj smo zdaj vsem povedali o tej, mislim, smo povedali, kaj je glavni point zdaj povezovanja Levice pa Vesne, zdaj tako, s takim tempom, kot je. Zdaj naslednjih dneh naj bi pač Prebilič povedal, zdaj gre, ne gre, oziroma kdaj gre. Aj dobo licenco, ni dobo licenco. No. Pogojno mogoče. Ja, pogojno mogoče, ja, pa vse so še neke začasne licence, kako ne. Lahko ne skrivaj licence. Skratka, Aljuš, najlepša hvala, Mira, najlepša hvala za vaše komentarje. To je bilo za danes, to je vse, vidimo se prihodnjič, naslednji ponedeljek, takrat pa seveda ne pozabite, ker je bojanje tudi Požare.